Živijo. Danes se nahajam pa v mestu, ki ima najvišje ležečo železniško postajo v Sloveniji. Veste, katero mesto je to? No, to je Postojna. In sem pred Postojnsko jamo. Danes je za obisk Postojnske jame sem zbral en tak deževen dan, ker se ne more v hribe ali pa kakšne take naravne stvari. Gremo pa pod zemljo, ne? Greste z mano? Itak, pojdimo pogledat. Zelo živahno tle pred Postojnsko jamo, ogromen turistov, kljub temu, da je takle deževen dan. Je tole pa posod nekaj vzamem eno broščico oziroma en magnet za na hladilnik. Tukaj gre pa reka Pivka v Postojnsko jamo proti planinskemu polju. Vidiš, konec maja smo, pa je 10 stopinj diha, mrz kp. Ko mi čakam, da gremo v jamo, vse diha. Če se ne motim, je Postojnska jama najbolj obiskana turistična znamenitost v Sloveniji in tlele je dokaz. Že pol urce prej ljudje čakajo na vhodu. Živijo. In pa gremo peš skozi najlepše dele jame, kaj povemo, pokažemo kakšno figurico in na koncu se pripeljemo z vlakom nazaj ven. Evo, prav poseben vlak, ki je sam za Slovence. In vlak iz prvega tira je peljal. To je pa kristalna dvorana. Reka je tista, ki je jamo izdolbla v 3 nadstropjih. Imamo 3 nadstropja. Za vami je Nebotičnik, najvišji in najstarejši kapnik v Postojnski jami, visok 16 metrov, strp pa nekje 300 000 let, pa 2 meseca. Tam imamo še en lep steber in če imate malo domišljije, en kornet, spet za sladoled. Tako, to so tile najstarejši kapniki. V špagetne dvorane smo prišli pa v belo dvorano, ker so vsi kapniki beli. So takrat gradili ogromno teh bunkerjev. Tule zgoraj imamo vsaj 2 obrambne linije bunkerjev na italijanski strani, pa 2 na jugoslovanski strani. Zdaj na koncu druge svetovne vojne, 44. leta, je imela nemška vojska tam na vhodu v Postojnsko jamo skladišče kerozina, smo rekli, 700 sodov je bil tega. Partizani so tu zvedli in skozi ta rov so vstopili noter, naredili še te 2 kilometra do izhoda, tu zažgali in je gorelo 7 dni. Zato je bilo vse črno tistih prvih 300 metrov. In tu prikazuje dejansko film Nejoči Peter. Na te rdeče in bele pesti nam njih tu povejo. Kapniki vsakih nekaj 1000 let zamenjeno barvo. Se pravi, nekaj se spremeni. Evo, počasi se bližamo koncu našega izleta po jami.
res impresivno. Bil sem že v marsikateri jami, ampak tole pa... Sem tle že bil 30 let nazaj, ampak se nič ne spomnim. Res noro. Zdajle smo še človeško ribico pogledali. Evo jo, temle noter v razpoki jo vidimo. Tako je. Tam je ena. Mislim, da ena je pod kamnom, gledajo. Gdje pod kamnom je. Koncertna dvorana, visoka 40 metrov. Prvi koncert je bil že več kot 150 let nazaj. Takole, pa gremo na slabe 2 km dolgo pot nazaj proti površju. Tukaj dole pa reka Pivka. Takole pa reka Pivka proti planinski jami odteče. Fotke. Evo, zdajle je pa malo več ljudi. Čaka na ogled. Splača se s prvo rundo iti noter. Ja, kar malo oči bolijo, ko smo bili dale toliko cajta v temi. Gremo še Expo pogledat. Pol bom pa še par stvari povedal, kako se mi vse skupaj zdelo. Takole pa izgleda za karte, tako da boljši, če ste zgodni. Mi gremo pa v Expo Kras. Ja, tale Postojnska jama je nekaj posebnega, no. Jaz sem, drugače kot sem rekel, sem jamar in sem bil že v marsikateri jami, ampak jama je nek drug nivo. Kapnikov je ogromen, res je ogromna in jaz sem res, če imate radi take stvari, jo morate iti pogledati, ker je nekaj posebnega. Ne samo v slovenskem merilu, ampak nasploh v svetovnem merilu je to jama, ki ni parana. Če se ne motim, do zdaj 40 milijonov ljudi jo je videli. Zakaj ne bi bili še vi eni od teh? Nič, se kmalu vidimo. Čau!